En lep pozdrav, ura je 3 zjutraj in sem ravno končal 4. dan na delavnici Date with Destiny pri Tony Robbinsu, ker sem ponovno senior leader in res za maraton od delavnice. Namreč mi začnemo zelo zgodaj, jutri bom kmalu po 9 že tam in zdaj je ura 3 zjutraj in če vidite, se še sprehajam iz parkirišča, ker sem parkiral avto proti mojemu hotelu in komaj čakam seveda, da bom šel v posteljo, komaj čakam, da bom šel spat in hočem vam povedati, da vse to počnem z enim posebnim namenom, da dobim nova znanja, da se še izboljšam, da lahko dam mojim študentom, mojim deležencem, da lahko seveda služim po najboljši moči, najboljši zmožnosti. In dostikrat mi ljudje rečejo, Aleksandar, joj, toliko je konkurence na področju coachinga, toliko konkurence na področju hipnoze, NLP-ja. Jaz vam pravim, da ljudje ne grejo dodatno miljo, ko je treba nekaj narediti, da bodo uresničili svoje cilje. Danes ljudje ne grejo dodatno miljo, ko je treba nekaj narediti na področju odnosov, in ker ne grejo dodatno milje, v resnici ne pridejo do tega, da bi naredili preboj, ki si ga tako močno želijo. Če bi radi naredili preboj v življenju, če bi radi se premaknili hitreje proti ciljem, je treba iti dodatno miljo. Vse včasih je naporno. Tukaj vidite mojo pijačo, Coca-Cola Zero, ker ne pijem kave, da lahko preživim teh malo ur spanja v tem maratonu, ki traja kar nekaj dni, si s tem pomagam in hkrati stalno delam zapiske in rečem, Tony Robbins je nekaj spremenil pri tem, kar uči, danes sem se spet nekaj novo naučil in rečem, to bom uporabil na NLP praktiko, to bom uporabil na praktiko hipnoze, to bom uporabil na tej delavnici. Rečem, dobivam neke ideje, tudi ne samo na podlagi tega, kaj on dela, temveč na podlagi, kar on dela in tega, kar jaz znam, kajti če ljudje grejo na njegovo delavnico brez da znajo NLP tehnike, NLP praktik, mojster, coach in tako naprej tehnike, pojma nimajo včasih, kaj on tam dela in potem jim ne toliko ostane kot nekomu, ki pa reče, zdaj je naredil sidro, zdaj je naredil preokvirjanje, zdaj je uporabil hipnotične jezikovne vzorce. Jaz vam moram povedati, da toliko leče hodim k njemu, najprej sem bil prostovoljc na njegovih delavnicah, potem sem postal senior leader in letos sem fasciniran nad tem, kako dobro uporablja hipnotične jezikovne vzorce in kako dobro uporablja hipnozo. Fasciniran sem. In ker vedno sem razmišljal, da on uporablja samo tisti hardcore NLP, tisto staro šolo NLP-ja, ker se že kar nekaj časa ni naučil NLP-ja in vam povem, neverjeten je. Zdaj bom sam dal kartico, da me spustijo noter. Neverjeten je v temu, kaj počne. Tako da jaz vas vabim, vas pozivam, vas spodbujam, da reste dodatno miljo na področju odnosov, da reste dodatno miljo na področju zdravja, da reste dodatno miljo na tistem področju, ki bi se radi premaknili proti svojim ciljem in proti svojim sanjam hitreje naprej. Če bi radi izboljšali odnos s partnerjem, s partnerko, dajte dodatno miljo, naredite več, kot se od vas pričakuje. Če bi radi izboljšali kariero, dajte narediti tam en korak več in ite dodatno miljo. Tako da jaz vas vabim seveda, da se premaknete proti ciljem, proti sanjam, proti temu, kar si želite, na način, da greste dodatno miljo, da naredite dodatno miljo, da naredite več, kot se od vas pričakuje. Zakaj? Ker ti tam ni konkurence. Danes na področju coachinga ni konkurence, zakaj? Ker coachi prehitro odnehajo. Danes ljudje nimajo odnosov, ki si jih sanjajo, ki si želijo, ker prehitro odnehajo. Najlažje je reči, to ne gre in se umakniti in odideti. Težje je vztrajati, težje je iti dodatno miljo, težje je narediti več, kot ljudje od vas pričakujejo. In zdaj uro vidite, upam, da vidite, da je 3 ura, to je 3 in 5 minut, moja ura bo čez nekaj ur že malo zvonila, mislim, Tony Robbins je pač malo norc v temu, koliko ur traja njegove delavnice in jaz sem tukaj zato, ker vem, da v Sloveniji v tem trenutku ni mogoče dobiti NLP znanj, ki bi vključevala Bendlerjevo šolo NLP-ja, vse ostale možne šole NLP-ja, Tony Robbinsovo šolo uporabe NLP-ja in grem dodatno miljo, samo zato, ker jaz vem, da potem nimam konkurence. To meni, da ko nekdo razmišlja, kam bo šel NLP, kje se bo učil hipnoze, kako bo svoje življenje premaknil na višji nivo, v resnici nima kaj dosti razmišljati, ker
bo dobil zgoščeno, skoncentrirano, najnovejše, najboljše možno znanje na delavnicah Mastermind Akademije pri meni in ljudje potem se prijavijo, rečejo, grem tja, ker tam so rezultati. In potem tudi vidim pri naših študentih, vidim, kakšne rezultate imajo, kako premikajo tisti, ki imajo svoje podjetje, ki so podjetniki, svoje podjetja naprej, kako se jim spreminjajo odnosi, kako nehajo kaditi, kako se jim izboljša kariera, kako se jim premaknejo rezultati na bistveno višji nivo, ker dobijo praktično uporabno znanje NLP-ja, ne znanje, ki ga preberejo nekje v knjigi. In jaz vas res spodbujam, dejte iti dodatno miljo. Naredite več, kot se od vas pričakuje. Investirajte več, kot drugi investirajo v vaše znanje. Poslušajte zgoščenke, berite knjige, hodite na delavnice, učite se več, kot se od konkurenca uči. Jaz vam povem, da boste ne da boste sami prehiteli vse to. Vi boste zadovoljni sami sabo. Jaz sem včasih fasciniran, kaj lahko danes pomagam ljudem, da dosežejo in naredijo in kakšne primere in kaj se dobivam in kaj mi vesolje pošilja. In jaz vam povem, da boste to isto tudi vi dobivali. Samo zaupajte. Na začetku je zmeraj težko. Meni ni bilo enostavno. In tudi danes mi včasih ni enostavno. To pomeni, da treba je vztrajati, treba je se boriti, treba je verjeti, treba je biti odločen in zaupati, da po dežju pride sonce. Zaupati, da za ovinkom se skriva tisti zaklad. Zaupati, da zmorete veliko več, kot zdaj pokažete. Zaupati, da če boste uporabili 5, 10, 20, 30, 40% več potencijala, ker zdaj ga porabite par procentov, 5% potencijala uporabiti. Zaupati, da ko boste več potencijala uporabili, da boste dobili boljše rezultate. Zdaj grem spat, kajti ura je, tako ko vidite, 3 in nekaj in jutri me čakajo kot senior leaderja, da to čas sem dobil, pa ste nekaj, sedim v prvi vrsti skupini ljudi, ki plačajo $150,000, da so s Tony Robbinsom v prvi vrsti, skupina je 5,000, samo jaz sem v skupini Lionsov, v prvi vrsti, ne vem, kaj je vesolje, Bog mi poslalo, da sem to manifestiral, sedim na stolih vrednih $150,000, prva vrsta, gledam tam, se družim s temi ljudmi, to je mastermind skupina. Jaz sicer investiram v letalsko karto, investiram v moj hotel, investiram v avto, da se vozim tja, ker je bistveno ceneje, če spim malo ven in tako. To, da sem tam v prvi vrsti pred Tony Robbinsom, da on hodi mimo, razmišlja, brainstorma zraven mene, in da so vsi ostali, ki so tam sedeli, plačali $150,000, jaz sem tam v bistvu kot senior leader, brezplačno sem že rekel mojemu trenerju, ki sta skupaj, ki je Italijan, sem rekel, wow, le kakšen privilegij imamo mi tukaj in hvaležen, dodatna milja, jaz sem šel zdaj spat, spal bom par ur samo in to se zdaj dogaja dan za dnem, na dodatni milji se zgodijo take čudeži, ko so se meni zdaj zgodili in se tudi ven se bo začeli dogajati čudeži, za kateri niti ne veste, da se bo zgodili. Zaupajte, pojdite dodatno miljo, ustrajajte, prijavite se k nam na NLP praktik, na praktik hipnoze, naredite ta paket trojček praktik Mojster Coach za to, da bo vaše življenje boljše, da boste tudi seveda boljši v poslu, boljši vodje, boljši komunikatorji in znali iz sebe in iz ljudi, s katerimi ste obdani, več izvabiti. Zdaj pa jaz grem počasi v dvigalo in počasi v mojo sobo, da se vam moram seveda zahvaliti, da me spremljate v taki pozni uri, čeprav pri vas ni tako pozna, kajti v Sloveniji mislim, da je zdaj ura manj oziroma več, tako da sladko spite, oziroma ne, pridno delajte, jaz sem zdaj spal, sladko in kratko, se hecamo, da moramo hitro spati in zato seveda vam želim lahko noč, oziroma dobro jutro in bodite v cvetju. Prijavite se na naše delavnice, NLP praktik, praktik hipnoze, Mojster praktik, coach in tako dalje in bodite v cvetju. Bodite najbolj samih, bodite dodatno miljo, tam ni konkurence. Zdaj mislim, da v dvigalu mi bo verjetno prekilno, tako da vas res moram pozdraviti en lep in zaspan pozdrav iz Floride.